Živijo, pozdravljeni v oddaji Ambienti. V današnji oddaji si bomo ogledali, kako poteka izdelava fasade s kameno volno, obiskali vrt nad Izolo, kjer rastejo le aromatične rastline, ter sodobno zasnovano hišo v Zatolminu, ki je skladno povezana s tradicionalno arhitekturo. V Zatolminu je na robu vasi zrasla sodobna hiša, ki se arhitekturno, bolj kot po okoliških stanovanjskih hišah, zgleduje po gospodarskih objektih z alpskim značajem. V notranjosti pa hiša preseneti z nenavadno razporeditvijo prostorov, obenem ponuja obilo udobja in privlačen razgled. Na robu Triglavskega narodnega parka je slikovito naravno kuliso obdana vasica, v kateri so pred nekaj leti zgradili hišo z velikim karakterjem. Hiša je sodobna, a je vseeno skladno povezana s tradicionalno arhitekturo. Njena prostorna notranjost pa nudi miren oddih s pogledom na razgibano pokrajino. Gospod Klemen, pri načrtovanju hiše ste se bolj kot po okoliških hišah zgledovali po gospodarskih objektih, kot so skedenj in podobno. Res je. Za to območje je značilen preplet dveh zelo različnih vplivov. Na eni strani imamo Mediteran, konec koncev je to še vedno Primorska, na drugi strani pa leži na obrobju Alp in ta dva vpliva sta se mešala tudi v tradicionalni stavbni dediščini. Friulanski vpliv, recimo ta mediteranski, je močno prisoten v stavbnih objektih pri hišah, kjer je značilno, da gre za neko masivno gradnjo s položnimi strehami. Na drugi strani imamo pa gospodarske objekte, ki so črpali iz tega alpskega vpliva z bolj strmimi strehami, z uporabo vidnih teh lokalnih materialov. Značilno je recimo še, da ti objekti so se gradili na obrobju teh vasi, in zato smo se mi odločili, da tudi se navezujemo na ta tip, ne toliko oblikovno, ampak predvsem gre to za nek princip umestitve objekta v prostor, za rabo materialov, za orientacijo, skratka neko logiko strukture samega objekta. Katere materiale pa ste uporabili oziroma katere lokalne materiale, ki ste jih lahko zagotovili? Ta masiven podstavek, na katerem leži ta lahk zgornji volumen, je iz lokalnega peščenjaka oziroma iz čedajskega peščenjaka, ki je nam najbližji kamenolom. Obloga tega lahkega volumna pa je iz macesnega lesa, ki je tudi tako tradicionalen, lokalen les in edini lokalen les, ki v naših razmerah prenesete zunanje vplive brez vzdrževanja. Les ni lakiran, sčasoma dobi določeno patino in po našem mnenju to hišo samo požlahtnina, ne izgublja vrednosti, ampak dobiva neko dodano vrednost. Hiša nima dimnika, tako ogrevanje in hlajenje prostorov poteka s pomočjo toplotne črpalke, zrak, voda. Za senčenje velike steklene površine na zahodni strani pa so arhitekti poskrbeli s pomičnima senčiloma iz lesa, ki se ročno prilagajata in povsem zapreta, ko je hiša prazna. Kar je treba razumeti, da ta objekt služi kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. To pomeni, da se oddaja gostom, sodoben gost pa pričakuje sodoben objekt, ki je močno navezan na lokalno tradicijo. Hiša mora imeti močen karakter in nam se je zdelo, da z navezavo na to tipologijo, z uporabo naravnih materialov to lažje dosežemo. In investitor tudi razlaga, da gostje dostikrat pridejo tudi samo zaradi hiše, ne samo zaradi lokacije, in poleg tega sodobna arhitektura hoče imeti tudi nek pristen stik z okoliško naravo in hiša je tako zasnovana, da se v bistvu odpira na vse strani. Bi hišo drugače zasnovali, če bi bilo tukaj stalno bivanje, ne za oddajo? Verjetno bi jo drugače, čeprav naš princip delovanja je, da hiša je v bistvu samo nek oder za življenje, ne sme preveč definirati načina življenja, ker vemo, da načinov življenja je toliko, koliko je ljudi, in tudi skozi življenjsko dobo hiše, take hiše recimo 50-100 let, se njena funkcionalnost večkrat spremeni. Nenavadno je, da je streha v bistvu cela lesena. Kako je narejena? Hiša je dosti kompleksno sestavljena, v bistvu je na lesenih toplotno-izolacijskih panelih postavljena membrana, ki se ponavadi uporablja za ravne strehe. Na spojih te membrane je klasičen kleparski zgib,
In na ta zgib so ukleščene letve, ki so v bistvu podkonstrukcija tega ovoja lesenega hiše, ne? Tako da skozi samo membrano kritino ni nobenega preboja. In ni straha, da bi les gnil zaradi dežja, temperature? Načeloma ne. Življenjska doba tega lesa naj bi bila 40 do 50 let, če je pravilno sprojektiran in postavljen, da se ne zadržuje voda, da ne začne trohneti, dobi to sivo patino, oksidira in to je v bistvu zaščitni sloj tega lesa, ne? Hišo ste tudi z materiali razdelili na 2 nivoja, material loči. Ja, hiša je zasnovana dvopartitno, to smo se spet navezovali na to izročilo, stavbno dediščino, recimo to ni arhitektura, ne, neka dediščina, ki se je razvila skozi zgodovino. Zanimiv je tudi obrat, za katerega so arhitekti poskrbeli z nevsakdanjo razvrstitvijo prostorov v hiši. Mi smo na vrh postavili bivalne prostore in spalne prostore z vsem servisnim delom, pač te majhne, bolj členjene prostore v klet, ki je delno vkopana, je lahko tudi bolj razvejana, ne? Cilj je bil, da je ta zgornji bivalni volumen čim bolj kompakten, čim bolj pravilne oblike, da nima nekih nadstreškov, prizidav, da je res to neka kristalna, čista oblika. Hišo ste tudi podaljšali z neko konzolo. Ste želeli daljšo dnevno sobo? V bistvu je bilo to poudarjanje tega principa nalaganja 2 volumnov, ne? S tem je ta v bistvu zgornji volumen še bolj poudarjen, ima pa tudi čisto funkcionalno vlogo, namreč tvori nadstrešek nad izhodom iz spalnic v spodnjem delu, ne? Hiša je v bistvu zasnovana na brežini in taka zasnova ima neko logiko, ker je možen dostop na prosto iz vseh prostorov. To, kar sva že prej govorila o neposredni povezavi, stikom z okoliško naravo, ki je res ena glavnih atrakcij, zato gost v bistvu pride v dolino Soče. In z obeh nivojev lahko stopi direktno? Z obeh nivojev, z vseh prostorov imaš omogočen neposreden dostop na vrt. Prednost tega, da smo bivalne prostore dali v nadstropje, prav to, da izkoristimo ta veliki zelo prostorna, prav. Imamo lepše poglede na zunanjo okolico z tega prostora. V bistvu zagotovljena je neka intimnost s to dvignjenostjo tal. Hišo ste razdelili tudi po horizontali, ne? Zanimiv je ta nadstrešek, ki je nekje na 3/4 hiše. Zakaj ste se odločili za njega? Ponavadi je posebej ločen. Tak nadstrešek je v naših prostorih skoraj nujen, ker imamo ogromno količino padavin, ne? Ni pa to samo dovoz, to je večnamenski prostor, lahko služi tudi kot terasa. Z njim je naglašen nek vhod, možen je prehod na vrtno stran preko njega in funkcionalno je ločen ta strogi bivalni del od servisnega dela. Pač na drugo stran tega vhoda je neko manjše priročno skladišče za neke stvari, ki jih rabiš dnevno, vrtno orodje, kolesa, tako da ni preveč tega tovorjena v spodnjo etažo, v klet. Oprema v notranjosti je skladna z zunanjostjo, je izčiščena in praktična. Omare in odlagalne površine potekajo linijsko ob stenah. Kar se nas tiče, je v bistvu notranja oprema zasnovana tako, da so omare več ali manj vgradne. Razvili smo neke obloge in vrata. Zanimiva je mogoče ta delovna soba oziroma kabinet, ki se nekako nudi nek preplet tega bivalnega in spalnega dela oziroma delovnega prostora. Sama oprema pa je v bistvu bila prepuščena izboru naročnika, ne? Da lahko tudi s časom to prilagaja, spremeni, prilagodi svojemu okusu. Po oglasih si bomo ogledali, kako poteka izdelava fasade s kameno volno in obiskali vrt, poln aromatičnih rastlin. Podjetje Knauf Insulation je razpisalo natečaj Do Re Mi fasada
in 5 družinam podarilo izolacijski material iz kamene volne in jim tako novo fasado naredilo bolj dostopno. Energijska učinkovitost je pomembno področje povezano s kakovostjo bivanja, varčevanjem in tudi okoljskimi koristmi. Ozaveščanje o tem je naloga vse strokovne javnosti. Med najbolj aktivnimi pa so običajno vodilni proizvajalci gradbenih materialov, v tem primeru izolacij. Eno od takih podjetij je zagotovo Knauf Insulation iz Škofje Loke, ki številnimi aktivnostmi krepi zavedanje med ljudmi. Ena od njihovih kampanj je bil tudi natečaj Do Re Mi fasada, ki po poti izobraževanja ljudi opominja na potrebo po energijski sanaciji ovoja stavbe, zlasti fasade kot tistega dela, ki k manjši porabi energije prispeva največ. Vidimo, da izvajalci nameščajo izolacijo. Za kakšno izolacijo gre? Ja, tukaj za menoj vidimo, da je vgrajena nova izolacijska plošča kamene volne z oznako Knauf Insulation Smart Wall, katere posebnost je poleg odlične toplotne izolativnosti, se pravi plošča ima toplotno prehodnost 0,034 W na meter Kelvin, jo odlikuje še ta poseben silikatni obrizg na zunanji strani, kar mu omogoča izvajalci hitrejše delo, boljši oprem lepilne maute in pa samo enostavnejšo izvedbo. Za kakšne debeline pa gre pri teh izolacijah? Plošče Knauf Insulation Smart Wall se dobavljajo v debelinah minimalno od 6 cm pa vse tja do 24 cm. Debelina izolacijskega sloja je pač odvisna od želje investitorjev oziroma od samega objekta, v kakšnem razredu energetske učinkovitosti bo objekt grajen. Za nizkoenergijske objekte priporočamo debeline izolacijskih plošč 18-20, za pasivne objekte pa celo do 24 cm omenjenih izolacijskih plošč. Kakšne pa so glavne prednosti te izolativne kamene volne? Toplotne izolativnosti izolacijskih plošč kamene volne bi izpostavil še visoko požarno zaščito izolacije, se pravi negorljivost izolacijskega materiala, visoko zvočno izolativnost izolacije. Ne nazadnje govorimo o difuzijsko najbolj odprtem fasadnem sistemu, se pravi je omogočeno dihanje objekta, izpostavil bi pa še dimenzijsko stabilnost same fasade in pa trajnost izolacijskega materijala, saj ne nazadnje govorimo o naravnem izolacijskem materialu proizvedenem iz kamnin vulkanskega izvora. Gospod Toni, vi ste izdelali fasado že številnim hišam. Ja, res je. Mi se že ukvarjamo s fasaderstvom 25 let. Tako slikopleskarstvo, notranje dekorativni umeti in smo po celi Sloveniji, delamo po celi Sloveniji. In koliko časa potrebujete, da postavite fasado na neko povprečno veliko hišo? Od postavitve delovnih odrov in do zaključnega sloja, odstranitev delovnih odrov, traja približno 3 tedne, odvisno pa tudi od vremena. In v tem času tudi vse pospravite za sabo? Vse pospravimo, kar pripeljamo, tudi odpeljamo, drugo volno pa normalno zmontiramo in obdelujemo do konca. Se pravi, pustite tako, kot ste dobili? Tako, lepše, kot smo dobili. Tako, mislim okolica. Ja. Obleka naredi človeka, fasada pa hišo. Hiša je tik pred vašo vselitvijo in zdaj, če se še malo dotaknemo tele fasade, kako ste zadovoljni? Je videti hiša nekako tako, kot ste si predstavljali? Ja, fasada se nam zdi krasna. Zdaj, ta fasada je v celotnem poteku gradnje. Bila ta fasada recimo za nas najbolj zanimiva, zagotovo najbolj simpatična faza celotne gradnje. Res? Ja, zdaj je bilo tako, v času, ko smo začeli raziskovati to vse v zvezi s fasadami, smo slučajno naleteli na natečaj od Knauf Insulationa in ta natečaj se je imenoval Do Re Mi fasada. V skladu s tem natečajem smo potem napisali eno pesem. Pesem je seveda govorila o fasadi, in jo tudi oglasbili. Potem smo jo poslali pač na ta Knauf Insulation in tukaj so jo nagradili in v zameno za to pesem smo nekako dobili potem material za fasado, kameno volno. Natančneje se je rekel Smart Wall fasadne plošče. In tega smo bili zelo veseli. To se nam je zdel en tak res simpatičen dogodek, prijetno, nekaj tazga luštnega. A ste že kdaj svojo uglasbitev kakšnega besedila tako dobro unovčali, kot ste mogoče? Ne, to je bilo do zdaj najboljši zaslužek v celotni karieri moj. Se pravi, delal sem 5 minut
dobil pa fasado. Ne? Aha. Tako da ja. Ja, seveda, vi ste glasbenik in Jaz vam sem je to, Mi ni težko, ja. ja, Tako. bolj mimogrede, teže kot se s fasado ukvarjati. No in zaključek je tak. Za nas je to zelo lepa fasada, nam je zelo všeč. Poleg tega, da je lepa, je pa tudi zelo kvalitetna, česar smo pač še posebej veseli. Ne? In zdaj, kaj nam pomeni ta fasada? Zdaj, v prvi vrsti zagotovo odlično toplotno izolativnost, kar je posledično se pravi prihranek pri ogrevanju in pri hlajenju objekta, ne? Kar je za nas zelo pomembno. Potem pa zaradi teh specifičnih lastnosti kamene volne, pa tudi recimo požarno varnost, je dober občutek, da je hiša požarno varna. Potem pa zvočno izolativnost, ne? Kar je za vas še posebej pomembno. Tako, ne, nas je več, najprej nas je 6, smo že tako precej glasni, pa še vsi se bolj ali manj ukvarjamo z glasbo, igramo in vsega tega zvoka je ogromno, ne? In ni slabo, da ostane v hiši, ne toliko zaradi nas, kot zaradi sosedov, recimo. Ja, vidim, da imate tlele sosedove krave, da en drugega ne bi motili preveč, a ne? No, recimo, nas krave ne motijo, no, mislim, da tudi naša glasba njih ne bi preveč motila, ampak Ne, zdaj... celo obratno, sem slišal, da glasba zelo blagodejno vpliva, sploh kakšna klasična, na krave, na živali in tako naprej, dajo več mleka, je bolj kvalitetno. No ja, za krave sem slišal, ja. Zdaj, kako je čisto res, lahko povem kasneje, ne, po vselitvi. Nazadnje pa tudi recimo je zelo dober občutek za nas, da naše hiše nismo zaprli v en tak plastično stiroporne obroče, ne, ampak smo jih, kot pišemo v pesmi, nadeli en plašč kamene volne, ki je paropropusten material, ne, in tako naša hiša nekako diha z okoljem, ne. Zdaj, vse to, kako se naša hiša počuti v tem plašču in kako smo mi zadovoljni s to novo fasado, vse to smo zapisali v naši pesmi, a ne? In mogoče en tak fajn odgovor na vprašanje v zvezi s to fasado, ravno ta pesem, ki lahko mogoče prisluhnemo. Eno od vodil trajnostnega urejanja vrtov je tudi prilagoditev lokalnim podnebnim razmeram. Ljubitelji namreč na okrasne vrtove pogosto sadijo rastline, ki ne ustrezajo tamkajšnjim razmeram, zato kmalu propadajo. Vrt gospe Jožice Maslo pa je pravi vrt na pravem mestu. Hiša družine Hočevar Maslo nad Koprskim zalivom ima čudovit razgled. Hkrati pa je skorajda ves dan izpostavljena sončnim žarkom. Že nekaj časa sem razmišljala, da bi spremenila svoj vrt, ki je bil obstoječ. In glede na to, kje živimo, da smo ob morju, da smo del Mediterana, da smo del tudi Istre, sem razmišljala bolj o vrtu, ki bi bil zelo prilagojen na podnebje, ki ga imamo. Zato je bila ta odločitev, da, sprejeta, skupaj z gospodom Borutom Benedejčičem, ki mi je pač naredil osnovo, zasnovo, skupaj sva pregledala to in potem je tudi, smo šli skupaj v izvedbo. V tej hiši smo že 28 let in na začetku je bila okoli trava in nekaj dreves posajenih. Tako da trava je bila zaradi tega, ker smo imeli pri hiši tudi živali, muce in pse in otroke majhne, tako da je bilo takrat to za nas zelo primerno in tudi zelo funkcionalno in zelo uporabno. Otroci so seveda zrasli in odšli vsak po svoje. Živali nimamo več, ker so pač dosegle svojo starost in so odšle v pasja nebesa.
Poznala sem travo in nekaj dreves in živo mejo, ki jo je bilo potrebno obrezovati. Tako da ta ideja v bistvu je res prišla z gospodom Benedejčičem in njegovim Pepinim vrtom, ki me je zelo pritegel v svoji, bom rekla, skromnosti. Trava zahteva tudi ogromno vode, ogromno nege in vse to. Tako da sem razmišljala tudi o tem, da se je potrebno prilagoditi podnebnim spremembam. Tukaj namreč imamo veliko sonca in kot vidite danes veliko burje in vetra. Vse skupaj vpliva na zemljo tako, da jo zelo izsuši in postane seveda revna. Kljub oteženim razmeram za vrtnarjenje je gospa Jožica Maslo vendarle našla rešitev, da za družino pridela vsaj malo sveže zelenjave. Zdaj jaz si bohotnega zelenjavnega vrta ne morem zaradi časovne stiske ne morem privoščiti. Tako da sem si omislila 3 take grede, ograjene. V njih sem tudi zemljo zamenjala ravno zaradi težke obdelave te naše, bomo rekli, primarne grude, ki je zelo težka, zelo kompaktna in zahteva veliko ročnega dela. In ker je tukaj zelo malo prostora, seveda bi bilo to težko doseči, da bi bila obdelava taka primerna. Zato bom rekla bolj drobceno in rahlo zelenjavo, ki jo imam. Tako da tale zelenjavni vrt, ki sem si ga omislila, je pač nekaj takega, kar spada k vsaki hiši in nudi nekaj osnov, oziroma nekaj osnov za tisto kuhinjo, ki jo mi uživamo. Jožica Maslo in avtor osnovne zamisli ureditve tega vrta Borut Benedejčič sta se strinjala, da je vlogo zastirke najbolj primerno zaupati kar pesku. Vrtnarjenje in kmetovanje v tem delu Istre, kjer je zemlja težka in tudi bogata s kamninami, je bolj filozofija tega, da se kamenje pobira in meče na kup in dela razne zidove in tako naprej. Jaz sem ga pa razprostrla. Tako da ustvari čudovito mikroklimo za rastline, ki so potem rastejo in so na tem vrtu. Res je, da se poleti vsrkava kamen, toploto, vendar jo potem tudi nekaj časa še oddaja, tako da je to za rastline zelo blagodejno tudi v tistih dneh, ko je mogoče ozračje ni tako dobro segreto. Voda je vir življenja in vrt je potrebno tudi napajati. Seveda mi ga ne napajamo iz tega vodnega vira, to je le okrasni vodni vir, vendar smo ga naredili tako, da se iz njega lahko napajajo tudi tiste drobne živalce, ki nas obiščejo, posebno v tistih dneh, ko je vrt cvetoč. Čebelice, čmrlji, metuljčki, priletijo od zelo daleč. In med tem časom, ko delajo, ko pridno delajo in nabirajo pelot in oprašujejo, seveda se tudi utrudijo in se morajo krepčati za pot nazaj. Posebnost vrta gospe Maslo je tudi v tem, da na njem rastejo samo aromatične rastline. Vrt v bistvu je moja intima, čeprav je vsem na pogled. Tudi tisti, ki pride mimoidoči, sosedje, sprehajalci, naključni, ga lahko vidijo, vendar v bistvu je vrt moja intima in zelo rada delam z rastlinami na vrtu. V bistvu mi tudi nudijo eno zatočišče, mi nudijo eno sprostitev, včasih mi tudi ponudijo kakšen odgovor, ki ga iščem. In ga najdem mimogrede, med tem, ko delam z rastlinami, jih obrezujem, jih počešem, jim odstranim odmrlo listje. Takrat, ko mi roke zelo lepo zadišijo po teh rastlinah, takrat se mi lahko tudi utrne kakšna misel oziroma nastanejo tudi pomirjujoči trenutki.
Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si, kjer si lahko v našem arhivu ogledate vse oddaje za nazaj, ki ste jih morda zamudili. Imejte se lepo, uživajte, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali prostorno podstrešno stanovanje na Gorenjskem, naredili pregled slovenskih oblikovalskih in arhitekturnih dosežkov ter se sprehodili po slikovitem vrtu, kjer imajo poleg rastlin pomembno vlogo tudi živali.